V četrtek 24. junija je v organizaciji Centra za kulturne prireditve Slovenske Konjice ter izvedbi Koralnega zbora Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani pod vodstvom profesorja Toneta Potočnika na lokaciji Žičke kartuzije potekala klasična izvedba gregorijanskega korala, pred katerim so obiskovalci lahko prisluhnili zvokom srednjeveške glasbe. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, en prav lep dober večer vam voščim tukaj med zidovi skrivnostne Žičke kartuzije, ki so jih pravkar napolnili zvoki kvarteta kljunastih flavt R iz Žirov. Kvartet deluje že od leta 1995 in izvaja renesančno in baročno glasbo, kot ste lahko slišali. Nastopajo doma in v tujini. Letos, dame in gospodje, mineva 850 let, odkar se je po vzoru francoske velike kartuzije La Grande Chartreuse v dolini Svetega Janeza Krstnika pričela gradnja kartuzijanskega samostana Žička kartuzija. To je bil prvi samostan kartuzijanskega reda zunaj matičnih dežel Francije in Italije in sicer 19. po vrsti. Na prehodu iz 14. v 15. stoletje, ko so Evropo pretresali verski in politični antagonizmi, je Žička kartuzija predstavljala center vzhodnega reda kartuzijanov, v svojih knjižničnih prostorih pa je shranjevala skoraj toliko knjig, kot jih je imela Vatikanska knjižnica, kar pomeni, da se je med temi zidovi nekoč nahajala ena največjih svetovnih knjižnic. Lepo pozdravljeni in dobrodošli na tem majhnem, pa vendar čudovitem koščku občine Slovenske Konjice. Upam, da ste začutili posebnost tega prostora v teh pol ure, ko smo si nekako razbistrili glavo, se sprostili in na nek način postali bolj prijazni, kot na drugi strani gore in na drugi strani teh hribov, kjer življenje teče nekoliko z drugačnim tempom. Današnji večer pa je seveda namenjen vsem nam, da nekako podoživimo duh te Žičke kartuzije in da uživamo na tem prostoru in se nekako približamo tistemu času, ko se je tukaj še odvijalo življenje. Jaz vam želim, da se z veseljem čim večkrat vračate na ta prostor takrat, ko boste potrebni umiritve, miru, duševne sprostitve. Za današnji večer pa seveda, da vsi skupaj uživamo v petju gregorijanskih koralov. Lep večer vsem skupaj.
Koralni zbor Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani in vsebinsko izvedbo letošnjega gregorijanskega korala je obiskovalcem posebej predstavil umetniški vodja koralnega zbora, profesor Tone Potočnik. Lep pozdrav vsem, ki ste ta večer poromali v ta svet kraj. Da boste z pozornostjo, zbranostjo in tišino pomagali sooblikovati program nocojšnjega večera, ki je posvečen prav današnjemu prazniku, torej Janezu Krstniku, ki mu je bila posvečena ta cerkev. Obenem pa, kot je bilo že omenjeno, z našim prispevkom počastili tudi 850-letnico prihoda kartuzijanov na slovenski prostor. Želja izvajalcev in oblikovalcev nocojšnjega večera pa je, da bi ga doživljali predvsem kot obred, ki bo poskušal obuditi utrip nekdanjih stoletij, utrip stoletij, ko je pod oboke tega samostana vela pesem in molitev kartuzijanov. Zato bomo v prvem delu, ko se bomo pomaknili v cerkev, prisluhnili izvornemu nočnemu petju menihov, kot se je izvajalo prav v noči svetega Janeza Krstnika. Ne